Spoštovane predstavnice in spoštovani predstavniki organizacij, ki v občini Brežice izvajate programe na področju kulture, socialnega varstva, zdravstva, mladine, športa in turizma. Danes smo vas povabili z namenom javne predstavitve izbranih programov, ki jih bo občina Brežice sofinancirala v letošnjem letu na podlagi že izvedenih javnih razpisov. Z izbranimi izvajalci bomo na tem dogodku izvedli svečano predajo podpisanih pogodb. V neformalnem delu pa si želimo ob druženju pridobiti dodatne informacije, da še boljše sodelujemo v prihodnje. Občina Brežice se vseskozi ponaša z bogatim društvenim življenjem, ki ga pomembno na različnih področjih soustvarjate številne nevladne organizacije, od društev, zvez, zavodov in vse do ustanov. Ravno nevladne organizacije, katerih predstavniki ste tudi sami, so prejemniki večine sredstev na objavljenih javnih razpisih občine Brežice. Spodbudno okolje, ki ga s tovrstno finančno podporo oblikuje občina, se odraža tudi v številu registriranih. V začetku letošnjega leta je na območju občine, po podatkih AJPES-a, samo društev delovalo 309, oziroma 12 več kot v istem času lani. Občina skozi razpise v letu dni podpre več kot 200 nevladnih organizacij ter skupno vašem delovanju nameni skoraj 1 milijon evrov neposrednih proračunskih sredstev. Delovanje nevladnih organizacij, ki je vidno javnosti skozi izredne dosežke številnih posameznikov in skupin, vse skozi podpira župan. Kljub nenehnemu zniževanju proračunskih prihodkov ohranja višino razpoložljivih sredstev za sofinanciranje vašega dela. Delo na področjih pa občina podpira tudi z zagotavljanjem kvalitetne infrastrukture in izboljševanjem ostalih pogojev. Sedaj pa vabim, da se mi na oder pridruži župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Prav, lep pozdrav vsem skupaj, ki ste prišli danes na to nekako svečano podelitev predvsem pogodb, ki bojo nekako zaznavali praktično vaše delo skozi letošnje leto. V letošnjem letu seveda je ključnega pomena, da občina sprejme proračun, katerim nameni sredstva za različne stvari, ki jih moramo izvajati. Seveda veliko teh je zakonskih obveznosti, ki so predpisane in za katere seveda nimamo drugih možnosti, kot da jih realiziramo, kajti vse skup nam država vse bolj namenja način, da nam centri za sociale ali pa zakonodajalec kar predpiše, kaj moramo seveda financirati. Poleg tega seveda so tudi še druge stvari od pogodb kolektivnih, ki jih je vlada sklenila in na koncu seveda, ko vse to poplačano, imamo tisto, kar nam ostane, kar moramo v občinskem proračunu seveda razdeliti.
Dejstvo je seveda, da so vsako leto želje, potrebe in pa seveda tudi ambicije bistveno večje, kot je seveda na razpolago denarja, predvsem tistega denarja, ki ga lahko razdelimo prosto, kajti večji del proračuna je že v zadnjih letih dobesedno že določen. In tisto, kar je, seveda potem moramo najti kompromis, uskladiti in na koncu predvsem seveda še v občinskem svetu ta proračun potreti. Mene veseli, da kljub mogoče marsikaterim različnim pomislekom na koncu praktično skoraj vsako leto proračun zelo veliko večino podprt, oziroma zdaj se nam je že par let zgodilo, da pač proračun je bil skoraj soglasno podprt ali brez nekih proti glasov. Definitivno pa seveda je bilo veliko vedno tehtanje, za kam denar nameniti, in seveda zato si tudi mi želimo, da gre čim več denarja v neposredne ali investicije ali v programe. Pred dnevi smo, ko sem že proračun, smo začeli z investicijo mostu v Brežicah, ki je za marsikoga izjemno velika investicija in bo v 2 letih stala 1 100 000, gre za obnovo starega mostu. Ko nekoga vprašaš, pravi, da to izjemno veliko denarja, vendar danes, ko podpisujemo pogodbe in pa seveda tudi že včeraj, ko smo podpisali z gasilskimi društvi in še z nekimi drugimi, vidimo, da investicija mostu sploh ni največja. Kajti dejansko samo danes bo podpisanih pogodb za 659 000 evrov in vseh pogodb v letošnjem letu bo za 1 milijon. Kar pomeni seveda, da občina Brežice izjemno veliko investira predvsem v društva, v vaše programe in dejansko to je praktično bistveno skoraj več, kot je marsikatera druga investicija. Vendar tako kot so mostovi pomembni, ki povezujejo ljudi z enega in pa druga kraja reke, ste tudi vi in pa vaši programe pomembni, ki povezujete občane med seboj in z svojim programom seveda nekako poskrbite za to, da je utrip občine kvaliteten, da smo med občinam, ki so izjemno prepoznavne v širšem slovenskem merilu, in tudi zelo vesel sem, da po vseh raznih raziskavah smo občina, ki ima po tem urejenosti, tako družbeni dejavnosti, kulture, športa, praktično najvišje ocene in tudi v letošnjem letu smo celo bili zmagovalci na teh področjih v slovenskem merilu. Seveda to, da smo dosegli tako visok rezultat, je predvsem zasluga vseh vas, ki ustvarjate to kulturo, ki ustvarjate šport, ki ustvarjate turizem, mladino in pa seveda tudi zdravstvene, socialne zadeve. Zato seveda sem prepričan, da ta denar, ki bo namenjen za delovanje vaš društev, za vaše programe, je investicija, ki je kvalitetna in za katero nas ne sme biti ne žal denarja, ne drugega. Seveda se pa moramo vsi skupaj zavedati, da ni enostavno, dejansko se nam dogaja, da je vse manj tega prostega denarja in kajti z strani države dobimo vse več zakonskih obveznosti, prečnina se zmanjšuje, vendar definitivno z dobrimi dogovori in pa z dobrimi programi tudi ta denar lahko upravičimo. Zato jaz seveda vsem vam čestitam za to, kar delate, kajti dejansko, če gledamo ta denar, 1 milijon, ki ga damo, se opremeniti vsaj 5-krat, če ne več, in seveda to je tudi največji prispevek lokalnih skupnosti in pa našim občanom in pa konc koncem tudi vsem vam, ki v tem delate, kajte jaz verjamem, da s tem tudi delate predvsem za svoje zadovoljstvo in pa svoje veselje. Zato jaz se vam vsem zahvaljujem, želim, da bi s tem denarjem čim bolj uspešno izvedli programe, da bi se vsi ti cilji zgodili, ki jih imate v planu, in jaz upam, da tudi v prihodnosti bo v občini Brežice seveda se našlo toliko moči, da se bo uspelo ta trend sredstev, ki jih imamo, zadržati, kajti dejansko to je ena od ključnih stvari, ki jih imamo pri nas v občini, da je prostovoljstvo, ki ga delno podpiramo tudi z denarjem, gonilna sila razvoja občine Brežice. Vsem skupaj čestitam za to in želim predvsem uspešno leto. Hvala lepa. Gospodu županu, hvala za tale uvodni pozdrav in za lepe želje ter spodbudne besede. Pretežni del razpisov občine Brežice pokriva oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.
Z današnjim podpisom pogodbe so na oddelku opravili dobro polovico dela, saj jih čakajo še nekateri manjši razpisi, poleg osnovnih za področje kmetijstva in podjetništva. Danes pa smo tu, da se seznanimo z rezultati že izvedenih razpisov. Preden se ustavimo in pred predstavitvijo posameznega, navedimo še nekaj skupnih informacij. K besedi zato vabim gospod Patricijo Čular, vodjo oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, da predstavi, kako so potekali razpisni postopki, kaj so bile letošnje novosti in mogoče tudi to, kaj lahko pričakujemo v naslednjem letu. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Veliko veselje nam je, da ste se v tako velikem številu odzvali našem povabilu. Današnji dogodek je za občino, posebej pa za naš oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj izrednega pomena. Tretji po vrsti je, z njim smo začeli kot oddelek javno predstavljati rezultate razpisov, nekako s 3 cilji. Predvsem, da vsem pokažemo rezultate, da se zavemo čemu in v kaj namenjamo javna sredstva, pa tudi zato, da vas enkrat zberemo na kupu iz različnih področij, da se potem tudi v medsebojnem druženju pogovorite in seznanite s tem, kar počnete, eden z drugim, in da mogoče v teh medsebojnih pogovorih pridete tudi do idej za nekatera sodelovanja in za skupne nove projekte. Z današnjim dnem, kot že rečeno, je za oddelek kar velik del dela že oddelanega. To delo pa se je pričelo že kar tam nekje v juniju v preteklem letu. V lanskem letu smo vas seznanili z novo prakso letnih programov za posamezno področje, tako da smo v drugi polovici lanskega leta dejansko povabili vse tiste, ki se prijavljate na naše razpise in seveda tudi širšo zainteresirano javnost, da sodelujete pri pripravi tako imenovanih letnih programov. Kaj dejansko nosijo letni programi pomembnega za vas? Z njimi vas želimo spodbuditi, da razmislite, kaj bi lahko v razpisih spremenili. Skupaj z strokovnimi sveti potem te letne programe oziroma vse sprejete predloge obdelamo in zastavimo temelje za vsebinske neke podlage za razpise po posameznih področjih. Nekako, se pravi, s sprejemom letnega programa se vzpostavi na podlagi pravilnika tudi pogoj, da lahko začnemo z razpisom. Zastavili smo si, da bomo razpise objavljali dejansko 1 leto prej, se pravi pred pričetkom proračunskega leta, tako da za leto 2017 nam to še ni uspelo. Razpise za leto 2018 pa smo objavili v mesecu decembru in tudi dali na voljo 45 dni, da ste se lahko na razpise prijavili. Cilj oddelka je, oziroma naš cilj skupen je, da čim prej sklenemo pogodbe, seveda pa je to v veliki meri odvisno tudi od sprejetega in uveljavljenega proračuna, tako da smo v letošnjem letu, pa tudi verjetno v naslednjem, morali nekaj dni počakati, da je prišlo do uveljavitve proračuna. Danes torej predstavljamo rezultate javnih razpisov na 6 različnih področjih. 2 sta dejansko vezani na skupno področje kulture. Teh 6 razpisov se medsebojno razlikuje in sicer tako, da so 4 razpisi. To so šport, ljubiteljska kultura, zdravstveno in socialno varstvo ter pa turistična društva dejansko
razpisi, kjer prijavitelji prijavljajo letni program. Medtem, ko sta razpisa Mladina in pa drugi programi kulture projektna razpisa. Kar pomeni, da tisti, ki v svojem letnem programu niste vključili določene vsebine, ki naslavlja mlade ali pač določene namene razpisa drugi programi kulture, ste lahko kandidirali tudi na ta projektna razpisa. Spravi, to je nekako razlika med temi 6 razpisi, katere rezultate predstavljamo danes. Sam postopek razpisa je kar časovno zahteven, je pa v veliki meri, poleg sprejetega in uveljavljenega proračuna, odvisen tudi od kvalitete prispelih vlog. Na tem mestu bi povedala, da se področja medsebojno zelo razlikujeta in da se na področju kulture pozna odlično partnerstvo, ki ga imamo tako z javnim skladom za kulturne dejavnosti kot Zvezo kulturnih društev. Medtem ko ostala področja svojimi vlogami prijavitelji šepajo, kar pomeni, da vas pač moramo pozivati k nitvam, da lahko potem vašo vlogo ocenimo. Naša komisija, ki je imenovana pri posameznem razpisu, se zelo trudi, da v vsaki vlogi prepozna kar se da največ in da v bistvu najde najugodnejšo rešitev na podlagi tistega, kar ste prijavili in seveda razpoložljivih sredstev, ki nam jih daje proračun za posamezno področje. Pri tem bi, se pravi, izpostavila danes se za oddelek, za strokovno komisijo, ki je vodila postopek, nekako zaključuje pomembno delo, za kar bi se zahvalila vsem predstavnikom strokovnih komisij in strokovnih svetov. Dejansko pa se glavnina dela nekako začenja za vas. Marsikateri med vami je seveda naš redni partner in že izvajate svoje programe od začetka leta, nekateri pa ste mogoče vseeno počakali s podpisom pogodbe. Pomembno se mi zdi pri tem izpostaviti določila v pogodbi, ki vam narekujejo, kdaj izstavite e-zahtevek. V lanskem letu smo oddelali pomembno nalogo izstavljanja e-zahtevka, tako da mislim, da smo jo upravili kar zelo uspešno. Torej, nekatere pogodbe vam omogočajo, da lahko izstavite e-zahtevek takoj po podpisu pogodbe, odvisno pač od področja do področja. Tisto, kar vas pa zelo lepo prosim, je pa, da si zapomnite, da zadnji e-zahtevek, se pravi zahtevek v elektronski obliki, ki mora priti v sistem občine Brežice, mora biti z datumom 30.11. Če nam takrat tega e-zahtevka pač ne oddate, dejansko proračunska sredstva, pogodbena sredstva, ki smo vam jih želeli nameniti v tistem letu, ne bodo mogla biti realizirana. Žal se nam je tudi letos zgodilo, da nekatera društva pač pridejo januarja in prosijo, če lahko izkoristijo sredstva dodeljena s pogodbo. To žal proračun ne omogoča, ker moramo 31.12. zaključiti vse aktivnosti s proračunom. To pa lahko naredimo samo, če nam date e-zahtevek 30.11. Kot rečeno, to nalogo smo v lanskem letu, mislim, da zelo dobro opravili. Društva ste uspešno oddajala e-zahtevke s pomočjo Zveze kulturnih društev, s pomočjo Dobre družbe, nekateri tudi preko svojih računovodskih servisov. Prav gotovo ste se pa nekateri med vami tudi naučili samostojno preko aplikacije UIP e-račun. Tako da to ostaja isto.
Zdaj nekaj statističnih podatkov, torej to so sredstva, ki smo jih razdelili z pogodbami podpisanimi danes na teh 5 področjih, skupaj nekaj manj kot 660 000 evrov, so pa zelo različna. Pri tem bi predvsem rada izpostavila, kar bo vidno tudi naprej, področje športa je vedno doseže neko zavist pri katerih drugih področjih oziroma pri drugih prijaviteljih. Mi imamo še vedno po posameznih področjih različne načine sofinanciranja. In medtem, ko kulturna društva delujete v javnih objektih, ki vam jih zagotavljajo bodisi krajevne skupnosti ali občine in ne nimate nekih večjih stroškov najemanja, se na področju športa znotraj tega zneska znajde tudi del, ki ga občina nameni neposredno Zavodu za šport, zato da ta zagotavlja upravljanje športnih objektov in pa ostalim upravljavcem športnih objektov. Od teh 410 000 evrov je potrebno, mislim, da vzeti kar 280 000 evrov, ki so namenjena, Matija pravi, da 220, to je pa druga številka, 220 000 evrov, ki so namenjena izključno za obratovanje športnih objektov in jih dejansko društva ne dobijo neposredno. Matija, ki pokriva področje športa, vam bo potem prikazal tudi, kaj je tisti denar, ki ga društva dobijo neposredno in boste potem videli, da se z drugimi področji, predvsem s kulturo, da kar primerjati. V letošnjem letu se nam je ponovno povečalo nekaj število vlog, je pa res, da smo dodali tudi področje turizma oziroma turističnih društev, pa tudi, če to odvzamemo v stran, imamo večje število vlog in danes podpisujemo partnerstvo s 155 organizacijami. Mi se zelo trudimo, da bi dejansko na javnih razpisih nekako izvzeli delovanje javnih zavodov in to pokrili preko neposrednih pogodb, kar smo tudi v lanskem letu začeli s to prakso, vendar nam pri posameznih projektih to še ni čisto uspelo, tako da imamo še vedno tudi v tem razpisnih zgodbah najdemo recimo zdaj 6 javnih zavodov. Zdaj pa pač nekaj statistike. Letos je najvišji dodeljen znesek 65 562. Tako kot sem že povedala, je prejemnik tega zneska društvo, ki deluje na področju športa in več kot dobro polovico da za pokrivanje, se pravi, da za pokrivanje objektov. Povprečen dodeljen znesek na teh 6 razpisih je 3433, 35 prejemnikov je prijelo nad povprečnim zneskom, 101 prejemnik pa 1000 evrov in več. Se pravi, pač to je neka statistika, ki mogoče komu kaj pomeni ali pa tudi ne. Večina dela je opravljenega, čaka nas pa še kar nekaj razpisov, nekaj jih je tudi trenutno odprtih in predstavljajo tudi novosti pri letošnjih razpisih. Tisti ta večji, ki so odprti, pa se dotikajo gospodarstva, so razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtnih poslovnih con, s katerim je občina Brežice uspešno tudi podprla in prodala vsa zemljišča v gospodarskih in obrtnih poslovnih conah. In podeželja odprt in ga bomo zaključili konec aprila. Novost pa je pri razpisih, ki se tiče tudi vas, razpis za programe, letne programe društev upokojencev. V preteklosti, še lansko leto, so se društva upokojencev prijavljala na posamezno področje, to jih je administrativno bremenilo, pa tudi nekako želijo vsi sodelovanja na področju športa in kulture, vendar nekako čutijo, da se ne morejo kosati z ostalimi aktivnimi področnimi društvi.
Tako da smo v letošnjem letu realizirali skupen dogovor, da društva upokojencev izvzamemo iz posameznega področja, ne da bi zmanjšali sredstva področju in da v proračunu zagotovimo sredstva izključno za letne programe društev upokojencev. Tako da jih pričakujemo še vedno z aktivnosti na področju kulture in na tem mestu še enkrat prosim območno izpostavil JSKD-ja, da jih ne pozabi pri vključevanju in vabljenju in na področju športa bodo naši upokojenci še vedno zelo aktivni, za svojo prijavo pa bodo prišli na ta razpis, ki je tudi odprt do konca meseca aprila. Ravno tako imamo odprt razpis za izvajalce drugih izobraževalnih programov, kjer imamo predvsem željo še naprej računalniško opismenjevati ravno tako starejšo populacijo, da jim na ta način omogočimo vključevanje v e-svet ali e-življenje. Pričakuje pa nas še razpis na področju podjetništva. V kabinetu župana pa so vam verjetno znani razpisi, ki so tudi odprti za promocijo in protokolarne dogodke, ter pa razpis za poletne prireditve, ki je še v pripravi. In še kar nekaj, mogoče kakšnih manjših razpisov skozi leto se bo pojavilo, tako da vas vabimo, da dejansko sledite naši spletni strani, kjer razpise objavljamo. Na spletni strani imate objavljene tudi vse rezultate, ki jih boste danes videli od jutri naprej. Tisto, kar vas pa želim prositi na tem mestu, pa je, da se v letošnjem letu, kolikor vam pač dopušča čas in kolikor vidite neke priložnosti, vključite v pripravo letnega programa za leto 2019. Nekako bomo ponovno svojo zgodbo ali delo na področju razpisov pričeli nekje pred odhodom na počitnice, se pravi v začetku druge polovice leta, in vas vabimo, da podate svoje vsebinske pripombe na letne programe, kje vidite, da bi mogoče lahko zgodbo obrnili drugače, da bi bilo vam lažje in da dejansko mogoče res tudi zmanjšamo kakšne administrativne ovire. Tako da toliko na splošno v razpisih, sedaj pa prepuščam besedo sodelavcem, ki bodo predstavili posamezno področje.